Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani minister, danes na vas naslavljam vprašanje o možnosti uporabe geotermalne energije v Pomurju in o tem, kako bi lahko izkoristili to čudovito naravno bogastvo na koristen način. Geotermalna energija je energija, ki izvira iz zemeljskega jedra, zato je vedno na voljo. V Prekmurju imamo toliko geotermalne energije, da bi lahko oskrbovali s to energijo ogromno število gospodinjstev in podjetij. Ne samo to, izkoristek geotermalne energije bi lahko pomagal zmanjšati našo odvisnost od fosilnih goriv in s tem prispeval k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter pripomogel k ohranjanju našega planeta. Vendar pa je tu ena velika ovira. Mnogi ljudje se še vedno ne zavedajo, kakšne koristi prinaša uporaba geotermalne energije. Nekateri so morda skeptični do nove tehnologije, spet drugi pa nimajo dovolj informacij o tem, kako geotermalna energija deluje in kakšne koristi prinaša. Toda tukaj smo danes, da razbijemo te mite in razširimo zavedanje o koristnosti geotermalne energije. Kot sem že omenil, ima geotermalna energija velik potencial za zagotavljanje trajnostne in cenovno ugodne energije za Prekmurje. Še več. S pomočjo geotermalne energije lahko ustvarimo nova delovna mesta, ki bi lahko pripomogla k lokalnemu gospodarstvu in razvoju. Za razliko od drugih virov obnovljive energije, kot so sončna energija in vetrna energija, geotermalna energija ni odvisna od vremenskih pogojev in deluje 24 ur na dan. To pomeni, da bi lahko proizvajali električno energijo iz geotermalne energije brez prekinitev. Poleg tega bi geotermalna energija lahko zagotovila toplo vodo in ogrevanje za naše domove in podjetja ter prispevala k zmanjšanju stroškov energije. Obstajajo tudi okoljske koristi uporabe geotermalne energije. Geotermalna energija je zelo čista in ne povzroča emisij toplogrednih plinov, kot so ogljikov dioksid in metan. To pomeni, da bi lahko z uporabo geotermalne energije zmanjšali onesnaževanje zraka in poskrbeli za bolj zdravo okolje. Zato je čas, da država prevzame večjo vlogo pri spodbujanju razvoja geotermalne energije v Pomurju. Potencial te obetavne oblike energije je ogromen in bi lahko prinesel nova delovna mesta, tehnološki napredek in zmanjšanje stroškov z energijo za posameznike in podjetja. To bi lahko Pomurju priponeslo tudi konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi evropskimi regijami. V luči navedenega me zanima sledeče. Geološki zavod Slovenije je na podlagi matematičnega modela izračunal razpoložljivo kapaciteto termalne vode, določil okoljske vzdržnosti črpanja termalne vode, in sicer pri 2 milijona kubičnih metrov. Naj opomnim, da je hidrogeološka simulacija z modelom vodne bilance naravnega stanja geotermalnega vodonosnika Murske formacije, ki jo je v letih 2014 Čas vam je žal potekel. Boste v dopolnitvi morda potem nadaljevali. Torej sedaj ima besedo spoštovani gospod minister Brežan. Izvolite. Hvala za besedo. Hvala, spoštovani poslanec. Že kar nekaj debat, tudi sestankov je bilo na to temo. Jaz cenim vaša prizadevanja za izkoriščanje geotermalne energije v Pomurju. In verjamem, da bo tudi najina današnja izmenjava prispevala en korak bližje k cilju, da pridemo do čim bolj optimalnega, do trajnostnega izkoriščanja tega vira, za katerega se oba strinjava, da je velik potencial. Lahko rečem, da Republika Slovenija prepoznava geotermalno energijo kot enega ključnih obnovljivih virov. In odločitve ministrstva temeljijo na strokovnih ugotovitvah vodilnih strokovnjakov z tega področja, kar pri nas Geološki zavod Slovenije gotovo je. Ta se je v večletnih poročilih o delu opredelil do tega, da prostih količin v Murski formaciji v tem trenutku ni več. Strokovna pogoja za možna povečanja sta tako lokalni kot tudi v primeru severovzhodne Slovenije, tudi regionalni trend gladine podzemne vode v vodonosniku ni več padajoč in da je povečanje dokazano z ustreznim črpalnim preizkusom.
Strokovna mnenja temeljijo na dostopnih podatkih o monitoringu, ki so do 2020 vedno kazali staren trend zniževanja gladine, tako v več črpalnih kot tudi v opazovalnih vrtinah. Res je, da trenutno obe lokaciji, Mursko-Zalski in pa Krško-Brežiški, kažeta relativno stabilizacijo gladin na lokalni ravni. V tem smislu je mogoče interpretirati ugotovitev, da na posameznih vrtinah tlaki ne padajo. Vendar to samo po sebi ni še dovolj. Ponovno naj poudarim, da je na sistem potrebno gledati kot na celoto. Že trenutno se kot posledica legalizacije obstoječega stanja po letu 2015 načrpajo večje količine od strokovno ocenjenih vzdržnih, ki so, tako kot ste sam povedal, trenutno 2 milijona kubičnih metrov za Pomurje, to je mnenje Geološkega zavoda. Načrpa se trenutno 2,8 milijona kubičnih metrov, želje pa segajo do približno 3,5 milijona kubičnih metrov. Tu ne gre pri naših stališčih za administrativne ovire, ampak mi zasledujemo dolgoročno vzdržno rabo podzemnih vodonosnikov. Termalni podzemni vodni viri so omejeni, zato je pomembno z njimi pametno gospodariti tako, da je zagotovljena dolgoročno vzdržnost naravnega vira. Količine pridobljene energije bi bile torej v izboljšanju obstoječih rab ter boljši raziskanosti podzemnih vodonosnikov v bodoče lahko večje. Vendar bo povečanje količin črpanja termalne vode mogoče z zagotovitvijo reinjekcijskih sistemov tistih uporabnikov termalne vode, ki že danes to vodo uporabljajo zgolj za ogrevanje in jo po odvzemu toplote spuščajo v vodotoke, kar v tem trenutku ni niti najbolj učinkovito, niti okolju najbolj prijazno. Razvojne možnosti poleg reinjekcijskih sistemov so še s pomočjo zaprtih sistemov v obliki geosonde. V zgradnji, kot vemo, je tudi prvi demonstracijski projekt geotermalne elektrarne moči 50 kW. Ta bo nakazal možnosti tovrstne izrabe geotermalne energije na območjih z geotermalnim potencialom. Temeljni cilj, ki ga mora zasledovati koncendent, je čim bolj optimalna raba naravnega vira ob zagotavljanju dolgoročne vzdržnosti rabe naravnega vira. Za dosego tega cilja je predpisan ciljni izkoristek vsaj 70% energije iz načrpane termalne vode, tega pa vsi koncesionarji, vsi imetniki koncesij v tem trenutku ne dosegajo. Glede vzdržnosti plačevanja koncesij pa bi postavil takole. Naš sistem ne odstopa od primerljivih sistemov v sosednjih državah. Vse sosednje države so članice Evropske unije in zavezane k spoštovanju vodne direktive. Temeljna načela, ki morajo biti upoštevanja pri izvajanju cenovne politike na tem področju, so načelo uporabnik plača, načelo onesnaževalec plača ter to, da enako obravnavamo subjekte, ki so v enakem položaju. Obstajajo možnosti izboljšave te ureditve, to nam konec koncev nalaga tudi Računsko sodišče, ki je ta sistem preverjalo. Poročilo smo dobili v decembru in zato na ministrstvu v skladu s priporočili Računskega sodišča načrtujemo tudi spremembo in izboljšavo tega sistema. Hvala lepa. Kolega Tina Novak, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Prej se mi je žal čas iztekel, zato nisem vprašanje mogel izstaviti v celoti. K sreči je geotermalna energija, ki se po mojem mnenju ne izteče oziroma je obnovljiva, zato sicer ne bom imel za postopkovnega predloga. Bi pa vseeno na vas postavil apel, da Pomurci več ne želimo iti žejno čez vodo, ko gre za to vprašanje, kajti verjamemo, da obstaja boljši način, da izkoristimo geotermalno energijo na trajnosten in okolju prijazen način. Zato potrebujemo rešitve, kolikor ne bo dviga administrativnih količin, bi se vsaj pogovorili in odprli višino koncesij. Hvala. Minister, predvidevam, da želite še odgovor? Vi ste že v naših dosedanjih izmenjavah lahko videli, da sem
naklonjen seveda pogovoru na to temo. Mislim, da smo pred dobrim tednom dni imeli en zelo širok sestanek skupaj tudi z pomurskim gospodarstvom in ta dialog želim nadaljevati tudi naprej s ciljem prvič izkoristiti potencial, ki ga v Pomurju imamo z geotermalno energijo, na drugi strani pa zagotoviti trajnostno rabo te energije, zato da bo ta potencial lahko izkoriščen tudi v prihodnosti in v prihodnjih rodovih. Hvala lepa za vprašanje in se veselim nadaljnjega dialoga.